Najprej seveda to. Prva letošnja revija Eol se je oblekla v osveženo oblikovalsko podobo. Osrednji temi pa sta dve: odpadki in lokalni energetski koncepti. Zakaj odpadki? Ker jih je vse več v Evropski skupnosti in v Sloveniji. V Evropski skupnosti letno nastane več kot 32 milijard ton odpadkov, v Sloveniji okrog 8,5 milijona ton. Poročilo o okolju 2021, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, pravi, da so se v zadnjih 3 letih količine odpadkov povečale v Sloveniji za skoraj 40%. A kako je z odpadki v pandemiji, predstavljata zelo nazorno magistra Mojca Žitnik in Katja Karlin iz Statističnega urada. Zelo zgovorno. Ugotovitve: odpadkov je vse več, reciklira se jih manj, na odlagališče pa se jih odpelje tudi nekoliko več. Zelo skrbi, da Slovenija pri ravnanju z viri po osnovni produktivnosti precej zaostaja za Evropsko unijo. Še bolj pa skrbi ekološki odtis Slovenije, o čemer pišemo v poročilu o okolju. Zanimiv predlog pa je naslednji: nič več ne bi govorili o odpadkih, ampak po novem o trajnostnem ravnanju z materiali. Dober predlog. Najzanimivejša zgodba v reviji v povezavi z odpadki pa je zgodba Andreja Fiderška in Jone Rakoceli Žalca s projektom za gradnjo hiše brez odpadkov. Prejela sta prvo nagrado na evropskem razpisu Bauhausa, in sicer za nagrada je za gradnjo stavbe brez odpadkov. Andrej Fideršek pravi, da je to prihodnost, graditi stavbe brez odpadkov. In še en velik odpadkarski izziv: da ali ne kavcijski sistem. Vam je to novo? O kavcijskem sistemu smo začeli v tem času razpravljati, kljub temu, da se sprejema Zakon o varstvu okolja, kjer pa je, kakor vemo, predlagan nov sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. In druga tema: v anketo smo povabili lokalne energetske agencije, kajti Zakon o energetski politiki prinaša novosti glede odgovornosti lokalnih skupnosti, kaj naj storijo za cilje, ki so zapisani v nacionalnem energetskem podnebnem načrtu. Zelo sporočilni pregled, dobrih praks je več, še vedno pa je zelo veliko ovir pri tem, kako uvesti obnovljive vire energije v lokalnih skupnostih.